Dober večer. Dober večer. Dobre žurke. Evo. Kako ste? Povejte, kaj je novega? Krasno, Krasno. vrhunsko. Čez dalje boljše. Ja. Zdaj pa mene zanima, kaj je ta v navednicah, če dalje boljše. Dej, nategni možgančke, pa malo opiši to, tako med vrsticami, ki je tako lepo povedan. Da nas čez dalje bolj nategujejo, po domače povedano. Dobro, Ne. zdaj pa poglobiva še nategujemo, no, dajva še tle malo razširiti. No, daj. Ja, ne vem, Peleš, če ne omil tebe, ne vem, kaj bomo naredili. Kako mene? Sej jaz... Ja, pa ti si tisti, ko nam vse pomagaš, vse nas vodiš. Mi smo samo tisti, ha? Ne, jaz samo preberem. Pa Ja, povej, ti. Ampak nismo vsi tako pametni, pa ne poznamo vse tako zakone, jaz nisem nič pamet. Ja, lej, za mene si. Ja, hvala za pripombo. Tudi ti si pametna. Če vidiš, da sem jaz pameten, si ti še bolj pametna od mene. Ja, ne vem, če. Vina, če to vidiš, potem je to. Ja, vidim, ampak ti si res vzameš čas, pa to res. To pa je druga stvar. Ja, lejte, hvala vsem za podporo, ker brez vas jaz ne bi mogel tebe tako osrečiti pametno, ne? Razumem, ja. Ja, tako da res srčna hvala vsakomur za duhovno podporo, fizično podporo, kakršnokoli podporo, ki pride prav, zaradi tega, ker je situacija taka, da res 100% čas dajem v to. To je pa Vem. resnica. Ja, ja. Vem. In ti to znaš vse razparcelirati, pogledati, ne vem. To vzame veliko časa. Res vzame razmišljanje, vzame iskanje, branje, čas, včasih me uči, a veš, tistke se začnejo, ne vem, kako bi rekel, rusiti, pa več ne vidiš v zaslon, ne? Vem, ja. Ko si takrat je- izčrpan. Ja, takrat je hudo in bi rad naredil, ko sem sred dela in pa moram se pstiti, pa mogoče odležati pol uro, da se telo malo regenerira, pa takoj naprej. Ja, tako to gre, ljudje, skozi je treba biti buden, ker se dogaja na več nivojih, na več poljih, vse posod, tako kot si rekla, ja, zezajo nas na eni stvari, ne, zdaj so popustili malo pri bojlerjih, a ne, sem prebral, začenja se pa na drugi fazi, pa pri dimnikih, potem pa začnejo čisto neke tretje stvari zopet, mislim. Ja. Dobro, za vse tiste, ki imate zasebno bajto, zaseben objekt, kjer se kuri s pečkami in z vsem tom, ne, torej zdaj pripravljajo uredbo. Mislim, da je okrog nekaj čez 700,000 majhnih kurilnic ali pa pečk ali pa na drva, ali pa kako se še reče tistmu, ki še kuraš zraven. Kamini? Ja, dobro, kamini itak, drva daš, ampak daš zraven še tisto, ko je nažagan. Peleti? Peleti, ja, nisem se mogel spomniti. Peleti in tako naprej, ampak ljudje kurijo vse sorte, ne, in se potem dimniki, a veš, dobijo, se veš, to Boris dobro ve. Z Borisom sva bila nekaj časa danes na liniji in je imel zanimive stvari. Boris, dober večer. Živijo. A ti danes tudi prekinja ali smo ok z linijo? Boljš. Nov računalnik treniram, pa zdaj še močkaj, ne vem, bolj slab slišam, pa ne vem, kaj je zdaj to. Nič hudega, važno, da slišiš. Ostalo bova pa porihtala, ko prideš k meni. Bova zrihtala vse, kar manjka gor. Ok. Boris, midva sva bila danes na liniji. Ja. Jaz sem kot prvo točko nocoj vzel uvod v novo dimnikarsko uredbo. Namreč, če poznate ustavo, glejte, bom jaz to 153. člen ustave, to je 132, 135, 153, usklajenost pravnih aktov in sicer tako gre.
Prva je ustava, potem pa piše zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo. Tako, morajo biti. Ne, da jih naredijo, pa niso, pa pol se moramo pritoževati. Vemo, da je zakonodaja najbolj goljufiva stvar. In če tega nihče ne pogrunta, gre lepo naprej in biznisirajo z nami, ne? Ampak, veste, težko je biti budni, zato ker imajo strašne finte. Imajo vse sorte zadeve, ne? Uredbe, predpisi, skratka, vse mora biti, podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo in zakoni. Tudi posamični akti, pazite. In dejanja državnih organov in organov lokalnih skupnosti in javnih pooblastil morajo temeljiti na zakonu in na zakonitem predpisu. To je tako lepo vse napisano. Ampak to je samo napisano. Mi pa moramo zdaj iskati pa povedati. Problem je zdaj samo v tem zadnjih 5 let, zaradi tega, ker so ti zakonodajalci in naši vrli poslanci in uradniki in občinarji plačevani strani Evropske unije, strani korporacij, po strani, ker imajo 2 računa, ne? To veste, da imajo občine zdaj dvojno vodstvo. Javno vodstvo, tisto, ki pač deluje navzven in inšpektorati in vse to, kar Potem imajo pa notranje vodstvo, za katerega ve pa samo občina, ki je postavljeno od financerja, ki to odzadaj financira to agendo. Ja? In to notranje vodstvo kontrolira občino, če občina pravilno investira v agendo, ne za ljudi, ker občina itak mora za ljudi delati. Ampak nima časa več, občina za nas ljudi nič več ne dela. Ne? In ena izmed teh je ta dimnikarska uredba, kjer sem rekel preko 700.000 takih pečk v Sloveniji in zdaj pripravljajo uredbo. In nek dimnikar je rekel, sem bral en članek, da sploh nimajo tehnologije za take pečke meriti, koliko je tlak, pa koliko je to toplote, pa koliko se to pokur, pa mislim, ti ljudje morajo priti k bajti, pa v bajtu pa nimajo sodnega naloga. In to ti pride k hiši in ti zaračuna, no bo Boris potem povedal, ampak ti zaračunajo svojo storitev. Ampak a veste, kaj je to? Dimnikar je storitev. Vam, če računalnik crkne, si naročite servis, ga plačate in nesete računalnik domov. Ali pa če pride nekdo na dom, ampak ga vi pokličete in vi naročite. RTV Slovenija pa kar vzame. Občina prispevke kar vzame. Zdaj nam že dimnikarja pošiljajo, kar pride in zahteva. Ja, na podlagi zakona, na podlagi uredbe. O tem bom jaz kasneje več povedal. Ampak Boris, lepo te prosim, povej svojo zgodbo do danes. Evo ti dam besedo, lepo te prosim, kako je bilo s tvojim dimnikom? Kaj, v Raufanku potek zadeva? Ja, o Raufanku povej, kako je bilo, a ne? Ko si poklical in potem, kako je šlo naprej. Jaz pa živim na podeželju, kle se kur zdrvi, ne? Seveda. Pač imaš pa tudi, imaš peč, pa imaš Raufank, ne? In normalno, ne, mislim. Zdaj, to je tako, ne, to je fajn vsako leto vzdrževati. Kdo to vzdržuje? Dimnikar. Pride s tisto železno metlico, pa to postrga, saje, katran, katjesen, kaj se vse nabere. In to se zaračuna. Zaračuna se glede na velikost dimnika, pa kakšna peč. Ne? Pa tudi spuca očistiti saje, potem ven iz Raufanka, tiska dol pade in tako. Zdaj pa, če imaš kakšne slaba drva, če so vlažna drva, če je zima blaga, da je veliko vlage v zraku, da ni minus, potem pride do kondenza, ne, se kondenzira ta vlaga na Raufanku, ko se ohladi, pride mrzel zrak not, kondens se prime na stene,
In potem se te saje zjutraj, ko zakuriš spet, se ti te saje prijemajo na to vlago, ne. In z leti se ti lahko nabere debel sloj katrana gor, in ko ti enkrat orenk močno zakuriš in se to fajn segreje, lahko pride do požara, ki se to vname in se cel raufeng začne gor. In lahko cela hiša zgori, ne, če kaj ni v redu, ne. Tako da jaz to podpiram. Je fajn, jaz, ko sem prišel sem, da mi je prišel to narediti. In potem sem bila zmenjena, vsako leto je prišel in je kontroliral in jaz sem mu to plačal in srečno. Kar imajo tudi zavarovano to storitev, da če pride kakšnih napak, so zavarovani, ne, ker meni je enkrat mogel raufeng zakuriti, ker je bilo preveč tega. In to mora samo narediti, zato ker je zavarovan. Ima firmo, ima licenco in zavarovan je, ne vem, se mi je razlagal 100 ali 150 tisoč evrov. Če v tem njegovem posegu, ko pride, ko kuri raufeng, ne, da ta katran se dol pade, On tam čaka, ta čas on čaka, a ne? da ima zavarovan, če pride do kakšnega požara, kakšne nesreče, ne, da ima zavarovan svoje delo, v bistvu. Tako da jaz to pozdravljam, ne, da se to dela. Kaj pa zdaj iz politika z tega dela, ne? To bom pa danes slišal. Jaz bi Ne rad vem, slišal, kam vse se bojo še vtaknili, ne. jaz bi rad slišal, zakaj je dobro tudi, da je zakon urejen za dimnikarje. Povej tisto prigodo, no, ko si jo meni povedal, ko je pač hotel Ja, dobro, imel sem tega raufenkirarja ene 20 let, ne, odkar sem, potem je pa enkrat prišel glih to, ko se je ta katran in prišli so sinovi njegovi, ne, in so rekli, da me je to koštalo 200 evrov na uro, 5 ur pa traja, da me zakurijo strokovno, ne. In 5000 evrov, ne. In pol sem šel jaz v eno lokalno oštarijo, ves razočaran, ker sem rekel, da jim bom javil, ne, in sem govoril oštirjem, sem mu povedal, kako težavo imam, in je tip čez noro je rekel, pa to so te nategnili, ne. Seveda, Mislim, 200 evrov na uro. Ogledi so bili, ogledi so bili, ali kako se temu reče. Ja. No, tako da sem jaz pol enega drugega raufenkirarja poklical, je prišel, je to zrihtal 120 evrov računal in je bilo rešena zadeva, ne. Sem pa danes se še malo pozanimal v Ljubljani, kako je, ker tudi tam raufenke čistijo vsak let, ne. Seveda. Ker v Ljubljani, tule sem v 205 stari hiši, v Ljubljani je pa hiša še starejša, pa 300, pa še kaj zraven, ne vem koliko. Pa tudi raufenke čistijo, ker te hiše so vse tako narejene, da so imele raufenke, ne. In zdaj je pa mestni toplovod ali pa plin. Ne vem, če se kakšen še na elektriko, na nafto, vem, da meni. Ke je večstanovanjska hiša, samo je stara, ne, ke je v centru mesta. Ja. No, tam pa tudi pucajo, ne, in smo se malo pogovarjali in zakaj se pa tam puca, ne? Ker lahko kakšni ptičji gnezd naredijo, kakšna žival pogine, noter pade. Potem imaš miši, imaš podgane, imaš stenice. Ja. In se tudi to pregleda, in če je kaj takega, se potem naprej javi, ne. Zdaj, to je zdaj to čisto iz uporabniškega gledanja povedano, ne. Kaj pa zdaj politika s tem dela, pa kakšne pooblastila, pa kaj ti jaz vem, kaj bojo imeli raufenkirarji, to pa Dobro, ne vem, ja, ne. okej, to bom jaz potem povedal, kako je s tem, ja. Logičnega, normalnega. Ja, ti si povedal pač to, kar se dogaja v praksi, ne. Kaj bi se zgodilo, da Ja. če bi recimo dimnikar prišel, pa ga ti ne bi pustil, bi poklical kaj, inšpekcijo ali kaj bi poklical? Pojma nimam. No, vidiš, ker Pojma nimam, kaj bi naredil, nekdo ker mi je to danes se še ni javil. zgodilo, ker a veš, kako je, glej, jaz sem na vasi, ne, Ja. in zdaj v vasi tule 5 hiš pa 2 vikenda. In on, ke pride enkrat na leto ali pa dvakrat, če je treba, ne, ker eni starejši ljudje še kurijo na drva celo leto, tudi poleti, zato ker kuhajo na šporgete. Seveda,
Ja, to globoko v šumi sem jaz. Za tiste, ki živijo v Ljubljani, pa na Ja, Klof, ne. jaz se spomnim, ko sem bil pri babici, ko je moj dedek je bil dimnikar in malo poznam to stvar z tega, bom rekel, še svojih mladih otroških let. Se ga spominjam, kako je prišel on iz službe, ves črn, s tistimi metlami, v črni obleki in tako naprej. Bil je pač po poklicu dimnikar in je hodil po vasi komplet. In tako kot si ti rekel, se kur polet in se kuha in v tistem času je pač tako bilo, ne, dobro, pri babici ni bil problem, ker je on to vse porihtal, zrihtal, a ne, ampak tako kot si rekel, ja, Ja. ponekod se še vedno nadrva. Ja, tako da pride Ja. enkrat, ali pride dvakrat, ponavadi pride to jeseni, ne, Ja, mislim, ali pa spomladi. V glavnem, da je raufam zrihtan. In tako je, tule je vase 5 kilometrov, ta Raufenkeller je ene 50 kilometrov ali pa še kaj zraven od tukaj, tako da on se najav, pove kakšen mesec naprej, 3 tedne, ne, tako da veš, Da kdaj pride. verjetno bo prišel ja. in da se tem doma, ker da bi pa vsak posebej se najavljal, ne, jaz ga pa zdaj rabim, jaz se človek ne more tako, ne. Da bo za vsakega od 5 hiš hodil, kadar se bo kakšnemu ne vem kaj zgodilo, To je, jaz bi pa zdajle, ne. seveda, srčna hvala, ker si to podelil, Boris, z nami. To je ena zadeva, ki je tako, kot praviš, dogovorna, ne. Moraš vedeti, da bo to prišlo, moraš se na to malo pripraviti, malo, ne vem. Seveda, že zaradi čiščenja, Kako vse, zaradi ne. ja, vem, poznam se tega. Ja, ne, ampak veš, da to vsak let pride in kaj. Tukaj avto servisirati, Seveda, moraš ga seveda. vsak let servisirati. To je živa stvar. Pametno je, ne. Ja. Lahko ga pa tudi ne, samo Jaz še zmeraj trdim, vem, ne, ne. ja, jaz še zmeraj trdim, da kar se dimnikarskih storitev tiče, to je enako, da če si ti na zasebnem zemljišču, v zasebnem stanovanju, v zasebni hiši, pač si ti skrbnik, glavni Ja. skrbnik za svoje premoženje, ja. In v glavnem odgovarjaš tudi za inštalacijo, skratka za vse početje v bajti odgovarjaš ti. In ti najbolj svojo bajto vidiš in poznaš. Kaj se pa dogaja zdaj, ne? Dogaja pa se zdaj, da ti kar pridejo pred vrata, ne? Razni prodajalci svojih storitev. No, predstavljaj si, da ti pride prodajalec časopisa, recimo Delo, in ti na podlagi zakona o javnih informacijah proda Delo in ti reče, da moraš Delo kupiti, ker zakon pravi, da moraš biti informiran, da imaš pravico do informacije. In ti rečeš, hvala lepa, nisem naročen. On ti pokliče inšpekcijo in reče, ja, ta pa noče Dela kupiti zaradi tega našega cajtnega, če glih je zakon, da mora biti informiran, ne. In zdaj vse stvari tako obračajo. Ne vem, če prav razumete, o čem govorim. Vse stvari obračajo tako, kot da smo zdaj mi tisti, ki moramo vse te stvari nujno kupiti v skladu z zakonom, v skladu z uredbami, v skladu z nekimi navodili, občina kar ene račune pošilja in tega je vedno več. In na koncu človek več ne ve, a ne, če nisi pravno izobražen, da človeka pošleš in rečeš, ko bom rabo, te bom poklical, če bom cajten krab, bom šel v trafiko, če bom rabo dimnikarsko storitev, bom poklical pa dimnikarja in se z njim dogovoril v nekem doglednem roku, mesec, 2, 3 naprej, kakor je Boris lepo rekel, da se en mesec naprej naroči. Ne pa, da kar državnem zboru pride lobby in pošilja dimnikarja, da popiše tvojo peč, da pogleda, kaj kuriš in potem informacijo nese in na koncu ti še prepovejo z drvmi kuriti, kakor imajo namen za to, da ti pumpo prodajo. Vse to, glejte, ta uredba ima namen 100.000 pump prodati. Ko enkrat imaš električno pumpo v hiši, si odvisen od električne energije. Ko ti elektriko izključijo, ti pumpa ne dela, ti gretje ne dela, peči in drv pa več ni. Glejte, to je do 2027 naloga, da to uredijo v Sloveniji, ker so dobili od zgoraj od agende navodilo. Zato, ker se nas hočejo losati, ker ljudje, ki pomrznejo, zbolijo in umrejo. Jaz vam globino govorim tega sporočila, kaj se dogaja. Ne?
Torej, Borisova izkušnja je taka, da je finančno pač za tisto uro 200 evrov hotel, pa 5 ur, to je Jurja. Se pravi, si je ti dimnikar kar svoj cenik postavil, verjetno rabo za kakšen dodatek, ne? Bi pa zdaj, glede na to, da smo skupaj, tukaj nas je kar nekaj lepo število zbranih, ima kdo kakšno podobno izkušnjo ali drugačno izkušnjo, ki bi jo želel nocoj z nami podeliti, jaz sem pa potem malo zakonodajo povedal. Ali ima kdo kakšno izkušnjo tako ekstra z dimnikarjem, kar se pogovarjamo zdajle? Aha, tle je nekdo napisal, soseda je plačala 90 evrov, da ji je prišel pogledat notranji raufung in 15 minut dela, da je nekaj spisal. Pogledal, spisal 15 minut in to je bilo 90 evrov, pravi Maja tako napisala. Neverjetno. Ja, kurijo omare, raufang raznese in potem se smole nabere, črn dim, to drži. Ja. Ok. Jaz imam izkušnjo. Ja, Je to dimnikar prišel ja, in je rekel, mi smo čisto nov peč kupili in nekaj, kaj boste gledali, peč je čisto nova, ne? Nimate kaj peč gledati. Ja, moram, pa gre. Nekaj bi kar pogledajte, pa prav 32 evrov, samo da je pogledal. Pa sem vas rekla, ja, kva, a vi samo, ko pogledate, računate. Ja, tako je. No, pol pa, mi smo še takrat, jaz nisem imela gnarek ponovati na pripraviš za to, ja. In pa sem vnukinjo prosila, da je posadila mi, ne, 32 evrov. No, in kaj je bilo pol? Pa sinu povem, je rekel, čak, da ga jaz dobim. Bom jaz povedal, da on nekje druge gleda, ne pri nas. In ti dimnikar pri nas nič več od takrat ne čisti. No, takole, jaz vam bom nocoj povedal, hvala, srčna hvala, Rozalija, za to. Glejte, to so pomembne informacije. Pride, pokasira in gre in ne naredi nič. Aj pa grozijo tudi, to so tukaj nasramni. Vem. Poznam enega gospoda, ki mi mleko vozi in vse, ki je bil na samem, mu je kar grozil dimnikar. Ja, se potem začnejo groziti, ja. Ja, je rekel, ne, je rekel, me ne boš grozil, je rekel, jaz bom dal spucati, ampak bom dal takmu človeku, tudi ne vem, koliko je cena postavil, je rekel, da bo sorazmerno taka, ki je pač naj bi bila, ne. Ne morajo tam toliko računati, je rekel, jaz imam tudi, moram gledati za denar, ne. Seveda. Kar vsake se bo spomnil pa, ja. Ja, hvala lepa, Rozalija. Glejte, to so informacije in tudi Janja je podelila z nami tukaj informacijo. Piše, k nam pride vsako leto, imamo plin, nikoli ni nič umazano. Vsakokrat, ko pride pogledat, 30 evrov, zamudi se 10 minut. To se pravi, gre za čisto pobiranje denarja, ne? In pride, a veste, človek pride sam pogledat in zaračunati, ne? Nič ne naredi. In temu se reče nevedenje pri ljudeh, če ga niste poklicali, pa pride sam, brez pogodbenega razmerja. Z Borisom sva se pogovarjala, včasih celo pogodbe naredi, ampak pogodbe ne delajte, ker to nima smisla se pogodbeno vezati. Pokličete takrat, ko rabite. In če pride človek pred vrata, ga lahko samo odženete. To, da veste. Bom povedal, zakaj. Ker sem dobil pač vprašanje, imam pečko na drva v svoji hiši. Je na zasebnem. Kako bo lahko dimnikar, ki nima vstopa brez mojega dovoljenja, izpolnil uredbo, ki ni zakon, in vstopil? In še ta zakon o dimnikarskih storitvah, a ne, je pisan za dimnikarje, za dimnikarsko službo in za njihovo storitev. To ni pisan zate, zame, za lastnike objektov, ki imajo dimnike. Se ne morejo zakona za tvoj dimnik pisati, ne. In piše, dimnikarji bodo tako v prihodnje izvajali, pazite, meritve emisij iz malih kurilnih naprav na drvo. To se pravi, da bojo čist vsak stanovanje prišli, ker od 750 tisočih, tle nekje je ta cifra, 250 tisoč nimajo popisanih, ni urejeno.
In zdaj hočejo 250,000 ljudi spraviti v umetno inteligenco, podatke pobrati prek dimnikarjev in ki ga enkrat noter spustiš, hvala lepa. Ne? Pazite, kaj bodo merili? Merili bodo črnino dimnih plinov, vsebnost ogljikovega dioksida in kisika, toplotne izgube, temperaturo dimnih plinov, podtlak in tlačno razliko, temperaturo zgorevalnega zraka in tudi vsebnost vode v gorivu. V gorivu. Govorimo pa o pečkah na drva. Torej, dragi moji, povem vam takole. Dimnikarja kličem jaz kot lastnik objekta, kot lastnik pečke in kot lastnik drva, ki jih kupam, ki so moja. Ne prihaja on k meni, kadar ga nisem naročil in tudi nima kaj. Lahko potrka, lahko za nov let, kakor gasilci, a ne, mu daš, ti prinese koledarček, mu daš, če ne pa hvala lepa, pa adijo. Ok? In glejte, zdaj to je storitev. Vi niste dolžni nikogar noter spuščati, a ne? Lahko se najavi, lahko vpraša, lahko se zmenite, lahko pride, če je prijazen, lahko feskap spijete, ampak ne more vam tega računati, ker ni naredil nič. In tudi, če je sam prišel, je on prišel, niste ga vi naročili, vi niste v takem primeru dolžni plačati nič, zaradi tega, ker niste naročnik. Niste niti pogodbeno zavezani. Če pa naročite, je pa potem seveda to druga stvar, naročite pa takrat, ker rabite. Ampak je treba biti previden, seveda je treba skrbeti za tako stvar, kot je Boris lepo povedal. Zdaj, jaz sem prebral v strokovni literaturi, ki je šla v Državnem zboru v zvezi z to agendo NOO, odpornost in nič nas ne sme presenetiti v tem smislu, ker zdaj to agendo tako peljejo. In je pisal, da je namen 100,000 črpalk prodati in jih morajo prodati zaradi tega, ker so pač v ozadju financerji, lobisti in tako, kot sem prej povedal. Ne? Lejte, ohranite pečke, ohranite drva, ohranite vse, kar imate. Jaz osebno vodne črpalke ne kupujem, ker je na elektriko in lahko zmrznem, če mi distributer izključi elektriko. Izključi mi jo pa tako, da mi banka zapre račun in jaz ne morem 2-3 mesece plačati. Kaj bom pa naredil? Kako bom, ne? Ker to, kar gre, veste, kot domino efekt, tebi kot človeku se zgodi ena stvar na banki, v ozadju se ti pa 7 stvari poruši. In če se eni organizaciji pritožiš, iz tiste organizacije se ti spet 3 nove pojavijo, ne? Recimo pri rubežu. Pa imaš Furs, pa Ajpes, pa banko, pa rubež 4, pa še sodišče 5 in ti ne moreš kot človek, ki nisi prava vešč, s 5 inštitucijami, ki to dnevno delajo, se ne moreš boriti. Ni šans, ni teorije. To sem delal jaz, 27 let, zato te stvari od blizu poznam. Ko te enkrat zasujejo s pošto, je njihov namen to, da odnehaš. In v glavnem ljudje odnehajo. Pol ti pošljajo pa še račun in položnico in moraš pa še tisto blokado plačati, denar ti poberejo, pa še deblokado na banki, pa še črno piko dobiš, da se bi blokiral. Ne? Recimo, ne, da se nekaj zgodi. A veste kaj, to je država že pravočasno pokazala svoj obraz, nič kolikokrat vsakemu izmed nas. Zato mene osebno zanima, kaj vi razmišljate in kako razmišljate. Kako jaz razmišljam glede dimnikarske službe in morebitnih vstopih brez našega dovoljenja. Ne? To je pravna problematika, ki jo je treba ločiti glede na 2 dela. Pravna problematika, pa ne samo dimnikar, ampak tudi druge stvari, recimo popis, ko ti nekdo pride, ko ti pride nekdo za kabel ponuditi za internet, vse v istem rangu, vse, česar niste naročili, kar pride samo po sebi, velja isti princip. Imejte to pred očmi. Ne? Ko pride neka služba državna, ki je niste vi naročili, bodite zelo previdni. Tudi če reče, se to je pa zastonj, to je pa kar tako, na tak način vas okoli prinesejo. Ne? Letimo s pticami, ne? Recimo mobitel. Super, letimo s pticami, ampak ti tisto letenje plačaš tako, da se ven ne vidiš na koncu. Evo, prvič, vstop dimnikarja brez
vašega dovoljenja. Zapomnite si, dimnikar kot izvajalec storitev in ta dimnikar zdaj lahko razmnožite kar na vse te druge stvari, storitve. Nima pravice do vstopa do vaše zasebne lastnine brez vašega privoljenja. Vstop v zasebno je prepovedan. Razen v posebnih primerih, kadar je nasilje, kadar so droge, kadar je orožje, ampak verjamem, da vsega tega pri vas ni. In tudi ni razloga in mora imeti sodni nalog. No, takšno pravico, kot sem ravnokar povedal, bi imel dimnikar le, če bi zakon ali sodna odločba izrecno določala obvezno sodelovanje z dimnikarjem ali pa dimnikarju sodna odločba uveljavlja dostop. Ampak zato morajo biti pravni razlogi. Mora imeti pravni razlog. Kje bo pa tega dobil? Ga ne more. Torej, ta uredba, ki jo zdaj pripravljajo in ki že kroži, torej včeraj je bil članek objavljen, jaz sem ga prebral in v par urah je 256.000 ljudi sem videl, je to prebral. Pomeni, ko sem številko videl, sem rekel, aha, to je pa problem, dajmo o tem nekaj napisati, dajmo o tem ljudi malo obvestiti, dajmo razširiti to temo in pogledati, kje tiši zajec, zakaj so se ravno zdaj to spomnili, a ne? Konec koncev je uredba podzakonski akt. Podzakonski akt. Zakon je napisan za dimnikarja in tudi ta podzakonski akt je za dimnikarsko službo napisan. Ne za vas, to si vedno zapomnite. Ok? Torej, če vi dimnikarja ne povabite, ne naročite, nobene pravne podlage on nima samovoljno vstopiti. Nekdo mi je danes napisal na Facebooku, ja, to je lahko govoriti, ampak ko dimnikar pride, če ga odkloniš, ti pokliče inšpekcijo in pol plačaš inšpekcijo. Vse lepo in prav. Prvič, v tem primeru je dimnikar samemu sebi poklical inšpekcijo, drugič je on naročnik inšpekcije in tretjič inšpekcija lahko njega preiskuje, s kakšno pravico je vstopal na zasebno in s kakšno pravico je sploh prijavljal. Samo ne, veste kaj, to so vse tako zmenjeni, da potem vam dimnikar izstavi račun, da vam inšpektor izstavi račun, da vam banka izstavi račun in potem se začne samo rušiti zaradi tega, ker ne veste, kje zagrabiti stvar za roge. Ja? V takem primeru je treba inšpektorja takoj prijaviti, v takem primeru je treba inšpektorju takoj za to, ker ga niste vi naročili, prišel je na podlagi suma, na podlagi neveljavne, nepravne podlage prijavi dimnikarja, ki je on hotel vstopiti na podlagi česa? Svoje volje, pa zakasirati za pogled na pečko 30 evrov in ker jih ni dobil, ker ste ga zavrnili, se vam maščuje in kliče inšpektor. Ja, bo že inšpektor že to. On gre naprej, harat zadaj, pa inšpektor mu potem hrbet drži. A veste, to so finte države. Kar se tiče izvedljivost meritev emisij pri naših kurilnih napravah na trda goriva, pravi dimnikar, da bi teoretično lahko izmerili določene parametre. Veste, kaj sem se prej našteval? Lahko bi izmerili recimo CO2, črnino plinov, temperaturo dimnih plinov, ampak te meritve, izvedba teh meritev je smiselna, veste kje? Ker je zelo draga in zamudna samo pri večjih sistemih, recimo pri velikem sistemu, ki napaja, ne vem, 100 hiš ali pa eno vas ali pa, ne vem, pri takšnih, ali pa eno tovarno vzemimo, ne? Toplarna Ljubljana, recimo. Ja, Toplarna Ljubljana, hvala. No, evo, to je tak primer velikih teh sistemov, v takem smislu potem ima smisel tako meritev narediti. Ampak da bo pa za eno pečko na drva prišel in skozi to uredbo, ki jo zdaj pripravljajo, Ministrstvo za podnebne spremembe, so oni zdaj to strokovnjaki tam v tistih uradih, tam gor, ne, sedi v pisarni cel dan in si izmišljuje, kaj bo mogel dimnikar zmeriti. In pol pride z neko fake napravo in hoče tam nekaj meriti in si izmišljujejo neke fake podatke, sam zato, da gre v agendo, pa da vam popiše, kjero peč imate, pa da vam lahko navodila da in da vam lahko prepove ali dovoli, kaj boste vi delali v lastni bajti, pa kaj boste kurili, pa koliko se boste greli. Čakajte malo. Ljudje, zbudite se. V praksi so dimnikarske meritve na majhnih napravah omejene samo na vizualno delovanje naprave, ker natančne meritve zahtevajo dodatno specialno opremo,
študij, standard, ne vem česa, običajne dimnikarske preglede manjših naprav, to sploh ne pride v poštev. In tudi ne morete plačati tega. Verjetno pri Borisu, a nekaj je hotel zakurt, pa tam čakati 5 ur, pa 200 evrov, je verjetno imel še vso digitalno opremo, ne vem, računalnike, ekipo 5 ljudi zraven, da bi bil je dejansko sam, ne, ampak hočem reči, kaj počnejo. V praksi lahko pričakujete, dragi moji prijatelji, da dimnikarja najamete zgolj za pregled, kadar to potrebujete in kadar vi zahtevate. Dajte si enkrat vzeti suverenost. Samo, kar vi rečete, na vašem, to drži. Noben zakon ne more v to posegati. Sploh pa ne, ker si bo prišel dimnikar pogledati v pečko tamle v dnevno sobo, malo okolj se bo še pogledal, pa si zapisal, a ne, in pol bo 30 ali pa več evrov vzel. Ja? Jaz mislim, ja, Dušan, lepo si dal, moj odgovor ministrstvu, izgubljeni so, evo, nimajo evidenc, hočejo imeti evidence, seveda. Povej, Dušan, no, kaj si s tem mislil, ja? Meni so poslali uradni dopis, da moram prijaviti kurilno napravo, ki je že 2018 nimam. Podale, da ne rečem drugače. Ja, nima, ja. Dobil sem odgovor od evo tako, zdaj se vidimo. Ja, ja. Dobil sem odgovor od dimnikarske službe, ki je ravnala korektno, Ja, ne pa od ministrstva. Oni so pa glumili glivo. Nobenega odgovora. Ta minister ni vreden počelega groša, če me nekaj vprašam. ja. In jaz jim ne zaupam niti približno. Ej, ja, to so stvari, Dušan, vidiš, ko je prav, da povemo med sabo si, zaradi tega, ker ljudje sami, ko smo v stanovanju, smo zgubljeni, ker nas ločijo, ne? Ne smeš se pogovarjati, ne smeš tega povedati, davčna uprava ti napiše strogo tajno, ma kaj bo davek strogo tajen, vse je javen. Isto te stvari. Daj povej še kakšno drugo stvar v zvezi s tem, ko imaš to izkušnjo, a si jim pisal, a si se kaj pogovarjal z njim? Jaz sem jim pisal, priporočeno, dimnikarska družba je dala odgovor, ministrstvo pa ne, kot da ne obstajamo. Neverjetno. No, jaz sem jim vprašal, naj mi razložijo, kakšne dimnikarske storitve potrebujem na toplotni črpalki. Pa to je neverjetno. Totalni bedaki. Ja, neverjetno. Jaz bi rekel, da tole niso dimnikarji, ok, v redu. Dimnikarji so taki in onaki, ne, saj sem povedal, jaz sem napasil na 2 mulca, ker ste me hoteli lega Ljubljančan, dajmo ga nategniti, ne. Pa se Ljubljančan pač ni pustil nategniti, ker je nategal videl veliko več kot oni 2 verjetno v življenju, ne. Blih v Ljubljani. No, hočemo reči, da glede, kakor jaz tole poslušam, ne, pa bom se na tiste bojlerje obrnil, ki se jih vendar, pa je bilo 3 dni modern, pa folk je že kupoval na zalogo bojlerje za ne vem kdaj, za grob. Kolikor skrit papir, a ne? Ja, in pa so pa to ustavili, ne, pa so rekli, in kaj hočem reči, da tale svetovna agenda, ki jo imajo, ne, se jim razpada pred očmi. In oni so na oblasti samo zaradi strahu. In tole se mi zdi, da je tudi ena taka zadeva, ki zdaj porivajo telim dimnikarjem, ki so pa ljudje, ki so cel dan v šmeru in imajo avto v strani, so sami v strani in tako naprej. Morajo pa to izvajati, ker jim je vlada naročila, ne. Tako da krivc ni zdaj dimnikar, po moje je krivc nekdo drug, ki mu je to naložil, da more pač po takem sistemu pa takole to ne dela. Ja, vse odgovor je v mojem mailu, ministrstvo je krivo, vse to. Ja. In tle hočejo neki, pa zdaj oni so itak čisto poddozirani s tem CO2-jem in hočejo s to agendo CO2 in kaj se. Jaz mislim, da je to del, ne, da ni fokus zdaj na tistega reveža dimnikarja, ki pride na vrata, zato pa ga je, ne vem, en minister rekel.
A se spomniš, ko sem jaz razlagal enkrat 158. člen sprememba proračuna? Zlato pravilo, se spomniš, ko sem ga razlagal, ne? 158. člen ustave, ko so ven vrgli, da občina več ne more sprejemati financ, ampak da gre vse skozi državni proračun. Ja. In takrat so ministrstva v bistvu prevzela to in komandirajo občine in s financami in z uredbami in zakoni in tako naprej. Ker včasih je to vsi rešil na občini pri županu, ker pač je šlo za lokalno skupnost in si imel pač vse tam. Si imel trgovino, pa si imel, skratka, lokalna skupnost, ki je imela infrastrukturo svojo, kakršno je pač imela, ne. In za vse odgovarja župan, razen za določene državne storitve, ki pač so presegle občinsko, ampak to se je vedelo, ne. Policija, vojska in tako naprej so pač neke druge stvari, ki pač presegajo davčne urade in tako naprej, ampak še vseeno, te lokalne službe zgubljajo ravno zaradi tega, ker ministrstvo nima, razumeš, tako kot je Dušan lepo ugotovil, nobenega vpogleda, nobenih evidenc, ker sploh niso pristojni pravzaprav za lokalno skupnost. Sploh niso voljeni, da bi imeli to pristojnost, ne. Ministrstvo je veja vlade, vlada pa dela za celotno državo. Ne more tam minister zdaj za 220 lokalnih skupnosti tamle pošiljati okrog, če je to stvar župana. Župani so pa tudi toliko hecni, da se pustijo tako voditi, denarja ne dobijo, morajo pa nekaj narediti ali nekaj pustiti, če hočejo denar dobiti, pa preživeti celo občinsko upravo in 220 županov, pa če je še podžupan, pa ponekod 2, 3, v Ljubljani jih je 5, seštej plus občinski svet, vsi sprejemajo plače, pa ne vem kakšne podkupnine, pa kaj se vse grejo in potem seveda nekdo mora to plačati, zato pridejo taki zakoni ven, ker to pobira seveda država tudi davek na to in piše zakon za dimnikarsko službo. V redu, naj ga napiše. Boris, ti si bil v eni drugi službi, imaš drug poklic. Ali je tudi zakon o tvojem poklicu, kako se mu reče, ja, a tudi obstaja zakon za avtoservis kot za dimnikarja? Moraš imeti licenco, moraš imeti, sicer jaz sem že 20 let, tako da jaz ne vem, kako to Dobro, hočem reči sledeče, da vožnja, ki si vsak dan na cesti, je bistveno bolj izpostavljena kot dimnik, okej. Ja. In dimnikar teb hodi domov, serviser ti pa ne hodi domov avta pregledovati. Ja. Ne, razumeš, kaj rečem, ne? Ja. In to so ti ekscesi, ki nima nobene logike. Ja, jaz upam, dragi prijatelji in vsi, ki nas gledate izven Zooma, na družbenem omrežju, kjerkoli že, in pa vsi, ki smo nocoj tukaj zbrani, upam, da razumete, če dimnikarju v navednicah katerikoli osebi, ki pride v okviru nekega zakona, ki za vas ne drži, ki ni za vas pisan, pa se sklicuje na zakon, ga sam pošljite ven zaradi tega, ker to je zakon za njega in vas po tem zakonu nihče ne more štrafati. Nima pravne podlage, ker nimate pogodbe, vi niste zavezani, vi niste po poklicu dimnikar. Razumete? Vas ne veže zakon o medijih, če niste novinar, pa niste zaposlen v eni firmi ali pa če sami nimate firmo registrirano prav za medije. Ne? In če mu ne dovolite prodaje njegove storitve od vrat do vrat, jaz temu rečem mrežni marketing, kakor Pumpa, kakor davčni urad, kakor Mercator, kakor tole, to je vse mrežni marketing, po novem. In če mu ne dovolite, da on očisti dimnik, lahko tujega samo po naročilu stranke. Lahko gre on svoj dimnik pucati domov, kar njega pošljete njegov dimnik pucati. Tujega, tuj dimnik lahko čisti pa samo po naročilu stranke, kadar tako storitev stranka naroči in ne na podlagi državne uredbe. Kdaj so se poslanci nazadnje testirali za drogo ali prebrali ustavo? Vidim, da jim ne gre najbolj še od rok. Zakon o dimnikarskih storitvah se nanaša predvsem na poklic dimnikarjev in na njihovo delo in zato, da
pač to delajo tako, kot delajo. Določa pravila glede izvajanja dimnikarskih storitev, za varno delovanje kurilnih naprav in dimnikov, kadar pokličeš, da zna to pregledati, nima pa on stopa, to mu ni sodna odločba, razumete, da bo on lahko, ali pa mu da osebno pravico do nepooblaščenega vstopa v vašo zasebno lastnino. Še posebej ne, če ste kot lastnik sami odgovorni za vzdrževanje, prisebni, a ne, se reče, da si priseben, da znaš vzdrževati, da si opravilen, nima vstopa. No, toliko lahko rečem, da ste kot lastnik sami odgovorni za zagotavljanje varnosti svojega dimnika, in če menite, da ga dimnikar potrebuje pregledati ali vzdrževati, se odločite pač za strokovno pomoč in ga naročite in takrat ga plačate. Ampak po ceniku, zavedajte se, vedno si preglejte cenik, vsi ceniki so objavljeni in zakon je zato, ker morajo te cenike imeti unificirane. Država dimnikarjev zagotovo ne daje pravice do prisilnega vstopa v vaš dom brez vašega dovoljenja. S tem zaključujem, to je konec dimnika, konec te zgodbe, 45 minut smo porabili in mislim, da je prav, da preidemo na drugo temo, če se strinjate, razen če ima kdo tu kakšno pripombo, vprašanje, oziroma bi želel še kakšno svojo zgodbo povedati okrog tega, ker vidim, da se je kar nekaj novih pripelo na Zoom, in če bi kdo imel v zvezi s tem kakšno dogodivščino z nami za podeliti, prosim. Halo, Ja, živijo Borut tukaj. Borut, reci. Mi smo imeli 12.7.2024 eno afero glede dimnikarskih storitvi v večstanovanjski stavbi, ne. Zdaj je stvar to, ne, da se je, recimo, ti si povedal samo stvari, kaj se dogaja v hišah, ne. Kaj se pa dogaja v blokih in večstanovanjskih stavbah, je pa živa grozljivka, ne. Tle je pa poleg tega odredba narejena tako, da se pregledujejo tudi zračniki, ne. A ne? In to dela dimnikar. Ja, zdaj zračevanje, kao, ja, razumem, ja. Ja. A ne? In kaj je stvar, ne? Nam je upravnik v večstanovanjski stavbi poslal račun, poslušaj to zgodbo, ker imam tudi vso podkrepljeno z dokumentacijo in gradivom, ne. Ja, povej. Je stvar ta, ne. Mi smo dobili razparceliran na procentne deleže lastniki stanovanj, smo dobili pri položnici tudi za plačati dimnikarsko storitev, pregled in čiščenje zračnikov, ne. Jaz kot koordinator bloka, ne, sem takoj skočil v luft, pregledal zadevo, sem rekel, kako se ben dimnikar ni najavil, nič ni dal na oglasno desko, nihče, prostore do podstrešja imamo zaklenjene, ker imamo samo lastniki te ključe, ne. Kako je on lahko izdal račun, ne? In jaz sem šel takoj v akcijo, naredil celo rabuho, kar je logično, ne? In sem začel detektivsko to pregledovati, ne? Zahteval sem od upravnika račun storitve za upravljeno, zahteval sem delovni nalog, zahteval sem še ostale, to se pravi račun, delovni nalog, ki sem mu, ne? In še to, kar je razparceliral upravnik na položnice, ne. Sem rekel, zdaj pa jaz bi te papirje od vas takoj rad dobil. In seveda upravnik po zakonu, če nekaj zahtevaš, ti mora to tudi dostaviti, ne. In mi je dal, ne. In sem jaz videl, da je bilo na računu napisan 20 kosov letni pregled in redno čiščenje. Gledam dalje, delovni nalog je vštevilčen, od podjetja, bom kar javno povedal, Dimko d.o.o. iz Škofje Loke, ne. Ko sem jaz to videl, jaz sem rekel, po pizdu v nulo, sem Dimko tako klical, sem rekel, če takoj ne stornira računa, ga bom kazensko takoj uvadil. On je ponaredil ime in priimek uporabnika na delovnem nalogu. Na delovni nalog je podpisal lastnoročno upravnika protizakonito. In jaz sem rekel, a vidiš upravniku, ponaredil je tvoj podpis, je rekel, saj res, jaz mu te storitve nisem naročil.
In pa se je začela moja ta detektivska žilca v globine jeti. In sem odkrival same napake in sem šel na podstrešje odkleniti, pregledal lopute gor, o tem niti enega ni pregledal. Polhan pajčevi noter in to je bilo, on je bil kao po delovnem nalogu 12.7., jaz sem pa 17. to se pravi, šel v to akcijo. In se v 5 dneh od 12. do 18. malo več kabini, se ni nabral toliko pajčev, nič niso čistili, tudi zraven niso bili. Izdali so za blok samo kao delovni nalog, nobene objave, nič, da bojo se najavili za storitev, da bojo upravljali, ker to bi mogli pol mene takoj poklicati Borut, to imamo v planu pregledati, bomo dali na oglasno desko in tako naprej. Niti ene stvari. In jaz sem takoj urgentno tudi račun zavrnil, poslal sem tudi mail temu direktorju tega Dimkota, ne? In sem rekel, danes vas ne vidim več v tem bloku. In kaj je bila stvar še? Imamo dvosobna stanovanja in trosobna stanovanja. V dvosobnih stanovanj sploh ni tuljav, nimamo zračnikov v dvosobnih stanovanjih. Jih sploh ni, storitev smo pa mogli plačati po taki svinski tkanem načinu, ki ga izvaja dimnikarska služba. Včasih tudi 50. torkov večer sva ga imela, sva dimnikarje tudi omenila noter. Tudi, ampak je šlo bolj za račun, ja. To je za račun. Ja, globino je treba pol gledati, ne? Ja. Stvar je ta, da ljudje pregledujte storitve v večstanovanjskih stavbah, pregledujte račune, kaj vam vse dajo, storitve ne opravljajo, ponarejajo delovne naloge, kar je kaznivo dejanje, to so kazniva dejanja, tudi opisal sem jaz to v mailu, da je to velik poseg in da se bo zadeva poslala na tožilstvo, če se to takoj ne uredi, ne? In sem rekel, da tega človeka Dimkota v tem bloku ne vidim nikoli več. Pa nam je upravnik storniral račune tem dvosobnim stanovanjem, v bistvu cela kolobocija, so nam dali tiste sorazmerne deleže nazaj, mislim to, kaj to vse počnejo. Je pa res, da od dimnikarska obrtna zbornica izdeluje te tarife, recimo letni pregled 2.16, zračnik, vertikalni del, ne, to sem jaz zdaj lekle ven, vrsta storitve dal, to je tako, kot si rekel, to je vse v ceniku noter. Vse je določen, ja. Ljudje, dajte pregledovati, recimo jaz sem mu izkušnjo pri mojih starših, ki imajo tako pečnac, sam še to povem, na trda goriva, je bila še koncesija, si bil primoran istega dimnikarja dobiti. Jaz, ko je prišel na objekt, je storitev upravil, sem rekel, lej poba, naredil nis popolnoma nič, samo z baterijo si not po svetu in si računal znesek, ki nisi nič. Ja, to je pregled. Sam ne po tej tarifi, ki si jo ti noter navedel. To je pregled, ki je 12 evrov, ne 30 evrov, ker ti nisi še čistu in delal servis oziroma na tuljavi ni čisto saj. Tega ti nisi naredil in spodaj posesal in tako naprej. Ti si samo not pogledal in je to 12 evrov. Ker storitve pa seveda, tam sta pa navedeno, kaj 30 evrov pomeni. Vsaka točka je razparcelirana v podrobnosti. Vem, to je kot pri zobozdravniku, ja. Nikoli več ne boš delal tega, ker jaz odločam, kdo bo hodil not, kjerga dimnikarja. Pa koncesije ni bilo več, smo to uspeli na tem, kot sem tu zanjčko govoril pri tebi. In kaj se je pol naredil, si ti lahko najel dimnikarja, kjerga si hotel. In kaj je zdaj, to moram pa pohvaliti, imamo dimnikarja, ker sem ga sam izbral, sem rekel, lej, po normativu piše tam na trda goriva, da se peč pregleduje 2krat letno in opravil ta pregled in čiščenje. Sem rekel, lej, takole je. Mi imamo, a ne, to je pa treba zdaj spet strogo lucirati, kakšna peč je, zakaj se uporablja. Pri nas konkretno gre to samo za kurjenje v času sezone.
Ni to peč, ki ti toplo vodo not greješ, to, kar čez cel let lahko rabiš, a ne? Je to drugač specificiran in drugač narejen, ne? To je treba biti zelo previden, zakaj se peč uporablja. Vsak posameznik ima peč, ni sam peč v stanovanju, peč v hiši, je za različne namene. Ne? Seveda. Mi jo imamo striktno samo za zimski čas. In Ja, on, ja. sem rekel, lej, prišel boš sem, boš to spucal peč, pa dimnik, pa pregled naredil, pa boš računal po tarifi, tako kaj je treba. Ne? Že zaradi zavarovalnice in tako naprej. Ne? Sem rekel, dvakrat sigurno ne boš hodil in dvakrat rekel, ne, se to je čisto normalen, ker je normalen dimnikar. Poudarjam, človek je normalen, ni pohlepen za denarjem. In pride enkrat letno, en mesec prej mi pošle SMS, če mi tisti dan ne moremo, termin damo, nobenih problemov, možakar pride, mi doma peč posesamo sami, jo on samo pogleda, nič ne računa, v bistvu računa samo pregled, kar je pošteno. In Seveda. izda Ja, fakturo. Ja. Se plača in je zadeva rešena. In Tako je. kle so eni taki nateguni, da je treba biti zelo previden, kakšno Povsod. storitev opravlja. Zelo povsod. Glej, tukaj je tudi vidim Ja, zdajle. ampak zdaj za dimnikarja recimo govoriva, a ne? Ja, Mislim, ja. to, a ne? Treba je zelo gledati, kakšen je cenik. Vem, da se veliko ljudi na cenik ne zastop, ker je to recimo vertikalni del, horizontalni del, ljudje ne vejo, kaj je vertikala, kaj je horizontalna, že iz tega vidika. Kaj so še ostale stvari, not, odstranjevanje san, odstranjevanje katranovih oblog, to sta dva različna pojma in tako naprej, a ne? Seveda. In jaz bom rekel, tega dimnikarja, ki ga imamo zdaj, sem ga izbral, super človek, nobenih problemov, pride, naredi nobenih problemov. To se zame zdi poštena stvar, ker je prav, da po kurilni sezoni učistaš dimnik, da ga nekdo pregleda strokovnjak na tem področju, da ga očišče je treba, da zrihta, da je pripravljena stvar Tako. spet na novo kurilno sezono. Konc Tako. debate. Kakšne Tako. dvakratni prihodi, trikratni prihodi, potni stroški, unga, tretja manipulativa, to. Tega ni. Tako, ja, glej, Borut, To hočem povedati v tem Ja. smeri, kaj se razlikujejo stvari v blokih, mislim v večstanovanjskih zgradbah, pa kaj so to zasebne privat. hiše. No? Ja. sam to moraš tudi vedeti, da tudi blok, ko ti imaš, ko si lastnik stanovanja, brez sodnega naloga ne sme praga prestopiti. Ne more, ne sme. Skupni prostori so skupni, je jasno, hodniki in to. Ja, pa še tam si ti so deležni procenti. Ja, ampak On brez najave storitve nima v bloku kaj početi predhodne. točno to. Da ponareja delovne naloge. Pa to ne To moreš reči. Mi pa Okej. jaz imam vse te papirje in klele, jaz kar govorim, imam podkrepljen z dokazi, z vsem gradivom, z vsem pregledi. Še par takih Borutov bi rabili, pa šli malo okrog pošpecirati, pa ljudem malo pomagati Taka povedati. svinjarija dela, to narod tako gonobijo. Ja. Sam je pa neki, nima ves denar, še to, nima ves denar dimnikar. Dimnikar ima sam delež, ostalo, da vse v zbornico mora Vem. prenakazati. Glej, Ker zbornica. oni urejajo cenik, Ja. to je recimo kot odvetniška tarifa na ta način. No. Ja, točno to. In To je to. zbornice so tle, ki največkrat Zdaj bojo oni to Delajo. začeli, ta golazen, zalega je spraven tem satanisti, da ne moram reči, bojo Ja. šli vsako luknjo not gledati, kaj človek ima, da te bojo čisto ob steno stisnili, da te bojo tako, kot si rekel, to je samo biznis. Zdaj je treba te peči ukiniti, treba je folk nategniti za toplotne črpalke, toplotna črpalka pod konstantno obremenitvijo zdrži od 12 do 15 let, potem jo moraš zamenjati, je spet strošek in tako naprej. Ampak pustimo to. Kaj hoče? To, kar si rekel, ljudje neki se zavedajte. Bil je čas korone, poznali smo te ljudi, smo jih čutili. Da, elektrike ni bilo kdaj, ni bilo tega, ljudje so se lahko z gašprčkan doma pogreli, da so bili na toplem. So imeli za drva. Nikdar in nikoli ne odstranjujte tega gašprčka ali pa ne vem, kiprbuša ali karkoli imate, nikoli za sveto, nikoli raj naredite, če je treba, ne vem, drug dimnik ob stran, zunaj po normativih,
nikoli to ne dejte, ker vam bojo šalter ugasnili, boste vi lahko še zmeraj šli v gmajno, boste vrgli drv noter in se v te okoli peči pogreli. Tako pa To to, je. ki je rekel Mihael, tako kot ja. si rekel, ljudi hočejo pritisniti ob steno, da bojo zmrzvali in crkavali na obroke. To je genocid, ki ga izvajajo. In dokler se ljudje ne bomo zbudili, oziroma se ne boste zbudili, dokler skupaj ne bomo stopili, bo ta golazen po nam tolkla in nas bo prisiljevala. Konc debate. Ne samo, Nima Borut, nobenega naloga, z njimi Borut, najprej ti denar vzamejo, pol ti peč drva vzamejo, pol ti peč vzamejo, pol ti pa elektriko ugasnejo. Včasih dajo gotovino, ukinejo si na transakciji, na digitalni transakciji, pok, fertik Ja, si mrzu. Iz konc. enega problema je sedem Ja. v trenutku nastane, ker je to domino efekt naprej. Ja, dobro, hvala lepa za tvoj To je to, no. prispevek. Srčna hvala. Veliko informacij si dal, zelo dobrih, predvsem za ljudi, ki živimo v več stanovanjskih objektih, blokih in tako naprej, ali pa hišah, se vseeno, ne? Tako da hvala lepa. A bi še kdo drug imel, ima še kdo drug kakšen dodaten intermeco ali pa kaj za... Aha, tukaj moram reči, poglejte, zelo pomembno informacijo je naš član Dušan zapisal tukaj, namreč, prej smo govorili o dimnikarju, ki pride in marsikoga prijavi inšpektorju, a ne, ker so ljudje pišejo, da imajo te izkušnje. Zakon o dimnikarskih storitvah nima poglavja o globah. Nima. To pomeni, da sploh dimnikar ne more poklicati, ker zakon nima glob. Na kaj se bo pa inšpektor obesil, to je pa zdaj druga stvar, a ne? Ampak zmišljujejo si potem vse sorte, ker to je vse, to so povezane službe. To je večglava koruptivna skupinska enota, ki napada posameznike. In ti se proti temu zelo težko boriš, a ne? 211. člen kazenskega zakonika je zelo lepo zapisano KZ-1 zakon, ne? Goljufija z namenom oškodovanja drugega. Finančnega, fizičnega, psihičnega, kakršnega koli. Predvsem banke so to karteli, kjer so povezani nevidno iz ozadja. Dobro, ura je naokrog. Zdaj predlagam, preden grem na drugo temo, glejte, zdaj smo se zagreli za to stvar, da se nam to v glavi malo umiri. Predlagam 5 minut premora, da gremo malo na WC, malo da se dvignemo, sprehodimo in tako naprej. Potem bom pa jaz povedal še, zakaj Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije, KGZS, nudi pravno pomoč svojim članom in zakaj pravniki ne nudijo kmetijskih nasvetov. Dober večer še enkrat vsem, tistim, ki ste na novo prišli z nami. Jaz imam tukaj samo en popravek iz prejšnje serije, ki smo jo že zaključili, in sicer nas tukaj Dušan opozarja, da je šel še enkrat preverjati zakon in pravi, da ima poglavje o globah, zakon o dimnikarskih službah. Zato je bilo meni čuden, okay, kako lahko nekdo pokliče inšpekcijo, če ni zakona oziroma člena o globah. Tako da je, preiščite na internetu, a ne? Ampak ne morete nihče globe dati zaradi tega, ker to je zakon o dimnikarski službi, ne o vašem obnašanju, oziroma ne o tem, da ima dimnikar vstop in nihče nima vstopa, niti inšpektor. Če inšpektor pride, ga samo lepo odslovite, brez sodnega naloga nima vstopa. Nima. Sodni nalog dobi pa samo na podlagi tistih stvari, ki pišejo v ustavi. V ustavi pa dimnikarske storitve niso napisane, verjemite mi, da niso. Tako da, kar se tega tiče, hvala lepa za vaš posluh. Zdaj pa gremo naprej. Gremo Vidite na ekranu. Ja, vem, da me ni, ker bom predstavil tole. To se vidi zdajle. Je kdo v postopku pritožbe druge stopnje za nepravilno ugotovljen katastrski dohodek? Napačne bonitete, ki so jih izračunali. Namreč zdajle konc novembra se izteče čas, ko imate možnost še zadnjič pogledati v katastr, v katastrsko knjigo glede vašega premoženja, vaših zapisov, ker so vse iz analogne
zadeve prenesli v digitalno, če je kakšna pomota, torej če ste lastniki hiše, zemlje, gozdov, pol, ne vem česa, a ne? A je že kdo od vas, ki nocoj poslušate, šel preveriti, razen Boris, vem, da je šel, v katastrsko knjigo, če je še lastnik bajte, pa premoženja, pa gozda in tako naprej. A je šel preveriti, če so ga pravilno digitalizirali, no, če smem tako reči. Kakor so z Borisom ugotavljala skupaj tukaj na Zoomu, par mesecev nazaj, gre samo z miškinim klikom, pa vam hišo zradira. A ne, Boris, hišo, kaj? Hišo ti umakne, ali kako si že rekel? Ja, na kompjuterju v naravi pa stoji, tako da smo se vsi čudili. Ja, ljudje, veste, kaj imajo namen narediti? Jaz sem offline slišal nehote, ko je en poslanec rekel, ja, pa ne morete ljudem kar tako premoženja vzeti, pa je on rekel, ja, bomo probali. Na lastna ušesa sem to slišal. Ne igrajte se, zavzemte se zase. Jaz nisem tukaj zato, da bi vas strašil. Vse, kar povem, je maksimalno podprto z dokumenti, je maksimalno podprto s tem, kar piše United Nations, kar piše Svetovni gospodarski forum, kar piše v zakonih pri naši vladi, ko divje, ljubi Bog, kako divje spremlja. Jaz ne vem, kdaj bomo to nazaj spucali, ta globalistični drek, oprostite. Nacionalnega programa nikjer več ni, ne? Je samo še globalistično sranje, unificirano. Ena valuta, ena komanda, vsi brez vsega, srečen se boš nasmejal, ne? Ker ti bojo nakazali nekaj socialnih točk, če ne boš priden, ti jih bojo brisali, če jih boš na koncu meseca imel kaj prešparanih, ti jih bojo časovno zbrisali, zato da boš na nove začel šparati, ne boš mogel. Ljudje, to je hujše od gulaga. To se pravi, sploh si ne predstavljate, kaj, če se ne boste zavzeli zase, vsak zase, pa za skupno dobro, v tem pogledu nas čaka peko, a ne? Vem, da se zadeve rušijo zaradi tega, ker se je ogromno ljudi zbudilo, ogromno ljudi smo pridni, delamo in tudi ta vaš čas nocoj. Torej, če kaj cenim, je to, tako kot vi cenite, ko jaz stvar pripravim, aktualno stvar, kolikor se da si vzamete čas in se informirate in s temi informacijami potem svojo neposredno okolico ali se pogovarjate ali drugače širite. Hvala lepa res vsem in vsakomur, ne. Zdaj, tukaj je, glejte, to vprašanje nekdo meni postavil na chat. Jaz sem to mogel 3-krat prebrati, najprej pač jaz nisem v postopku druge stopnje, na nepravilno ugotovljen katastrski dohodek, a ne? Se pravi, gre za izmero in izračun napačne bonitete. Potem pa druga točka, gre predvsem za Kmetijsko-gospodarsko zbornico, članu, namreč ta zbornica, to društvo, ki ima tudi svoj statut, tako kot ga imamo v društvu Belis, ampak oni imajo zakonsko obvezno članstvo. Ko si ti član, si po zakonu dolžen plačati. Ampak pravno pomoč po zakonu, glejte, je članarina višine ni fiksna za vsakega člana enako, ampak je višina članarine odvisna od višine katastrskega dohodka. Ok, glede na to, koliko nekdo pridela, več članarine da. In zdaj, kaj je problem? Gremo zdaj pogledati, kako je zdaj to interesantno, da se Kmetijsko-gospodarska zbornica, ki daje informacije članom za kmetijstvo in gozdarstvo, naenkrat začelo ukvarjati s pravom. To je tako, kot bi se pravnik začel ukvarjati s kmetijstvom in dajal kmetom na svete. Ok. Glejte, gremo naprej pogledati. Jaz sem šel to preveriti in sem videl, tukaj, glejte, piše sektor za pravne zadeve, in kaj oni pravzaprav kakšne nasvete dajajo. Nakup prodaja kmetijskih gozdnih zemljišč. Medsosedske odnose urejujejo, davčne oprostitve, darila dediščine, prostorsko načrtovanje, namembnost zemljišč, neodmerjene javne ceste, razlastitve, dedovanje, zaščitne kmetije, agrarne skupnosti. To so navedene stvari, ki jih imajo kot sektor za pravne zadeve. Še enkrat ponavljam,
Okay, izmera in izračun napačne bonitete v tem opisu ni zajeta. Upam, da mi razumete, o čem govorim. Izmera in izračun napačne bonitete, po kateri se plačuje članarina tej zbornici, v teh nasvetih, ki jih oni navajajo, ni zajeta. Ni javno objavljena. Ampak oni nudijo tudi z tega vidika pravno pomoč, ki ni javno objavljena. In kaj še vse nudijo? Nudijo tudi še druge stvari, a ne? Individualna svetovanja na področju, gledajte, gospodarske učinkovitosti, izboljšanja odpornosti kmetij, to je spet agenda. Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije izvaja z namenom nuditi, kaj jaz vem, kmetijam celostno podporo, potem pa seveda javna sredstva, ko boste videli, kako so jih letos in lani zagrabili, to je zelo hudo. Boste videli, zakaj je to zelo hudo, ker je cela Slovenija v primežu. In potem za javna naročila, ker kmetje so zdaj, vse tisti, ki so pač v to šli, odvisni od javnih naročil, in če se ne prijavi na javno naročilo, ne dobi denarja, ne more poslovati, ne more preživeti, ker tako daleč so zdaj tole 15 let že peljejo to stvar na kmetijah. In gre tudi za, imajo v bistvu svetovanje M1 in M2, a ne, svetovanja, ki je pod ukrep, in pa podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Za kmetijstvo in gozdarstvo govorimo. Pravni nasvete so čisto zraven naredili, ampak kako je to možno? Tukaj sem prav našel njihov plakat, kjer vidite, piše pravna pomoč. To, kar piše, sem že prej prebral, a ne? In vsa Slovenija je zajeta. Evo, imajo delo javne službe, pazite, to je zdaj kar naenkrat postala hojško inšpekcija, hojško parlament, a ne? Javne službe kmetijskega svetovanja po kmetijsko-gozdarskih zavodih Slovenije. In zdaj, zakaj sem ta dva elementa nocoj združil? Dimnikarstvo, pečina drva in tole, zaradi tega, ker je največ drv in takih peči ravno v teh objektih, v teh hišah, na teh kmetijah. Ja? In se mi zdi prav, da sta ti dve temi, da se pove tem ljudem, kakšne so njihove dolžnosti in kakšne so njihove pravice. Ne? A še niste na svojo ograjo, na svoje posestvo napisali vstop brez vašega dovoljenja prepovedan? Ali pa pozor, hod pes. Napište, zaščitite si, ker to je, čim daš napis gor, se zadeve spremenijo. Verjemite mi. Vstop na lastno odgovornost. Ko je to opozorilo na kmetijski ograji, na kmetijskem objektu, na ograji, na vratih, kjerkoli, vstop na lastno odgovornost, ste vi pravno povsem opozorili, da nima tak človek kaj iskači, pa pride pa na lastno odgovornost. Tudi, če ga prerukate, če je tečen, je prekršil pravilo vstop na lastno odgovornost. Napište si na drevo pred bajto, na vrata, na hlev, na ograjo, vstop na lastno odgovornost. Da vam ne bo kdo kar tako prišel, a ne? Kar en dimnikar brez, ali pa ne vem kdo, vi morate vedeti, čuvajte svoje posestvo. In tukaj, gledajte, dajmo si nekaj pogledati, kakšno strukturo imajo ti ljudje, organigram, to je že hujško državni zbor. Nekdo je na vrhu, pol so 3 veje, v 3 vejah so spet 3 po 3 veje, tako da, gledajte, tega niti ne bom šel brati, ker ni interesantno. Je pa nekaj interesantno. Torej sem se potrudil zgolj zato, da boste vedeli, v kakšnem obsegu o tej pravni pomoči govorimo in v kakšnem moralnem, etičnem prekršku je zbornica. Ko dela pravne nasvete za to zadevo, ki sem jo prej omenil. Poglejte, število kmetij v Sloveniji. Celje 15.178, Kranj 4.141 kmetij, Ljubljana 9.655 kmetij, Maribor 3.600 kmetij, Murska Sobota 5.705 kmetij, Nova Gorica 16.470 kmetijskih objektov kmetij, ne? Novo mesto 11.091 in Ptuj 8.600
67 kmetij. Tabelo, ki jo vidite pa na desni strani, je glih tako razdeljena po istem vrstnem redu po krajih, a ne? Poglejte, od 15.000 kmetij v Celju je 10.333 vlog za, ne boste verjeli, za razpise. Ljudje dobijo denar, da preživijo na kmetijah. Ne? Vidite, pomoč vlagateljem zbirnih vlog pri vključevanju v nove kmetijske politike, ki so se začele 23-27. In so začeli takoj z elektriko, začeli so s pečkam, začeli so s popisi vrednosti kmetij. Kaj vam pove vse to? To vam vse govori nekaj. Ma koga bi zanimala vrednost tvoje kmetije? Ali pa kako moraš peč kuriti? Ali pa kdaj boš lahko elektriko prižgal, pa kdaj ne? Koga in zakaj? Jaz sem se s to spraševal. Okay? In tam pa seveda potem tudi v odstotkih. Ne? Celje je čist prodano. Kranj, lejte, ok, samo 6,6%. A ne? Potem je Ljubljana tudi, lejte, tukaj so ljudje čist evropska sredstva, razpisi, dajte nam denar, fajn, ne? Ok. In z letom 2023 se je pričelo izvajanje novih intervencij strateškega načrta za skupne kmetijske politike in zato so v tej organizaciji, a ne, naredili javno službo kmetijskega svetovanja, JSKS se imenuje, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. In zdaj so najeli ne vem koliko novega osebja, ki ga na podlagi teh članarin, seveda to osebje dobi službo. Tam je in oni dobijo službo na račun tega, da kmeta cuzajo za članarino. Zanima me, bodite pošteni, lahko sam rokco dvignete ali pa napišete v chat, ali je kdo nocoj izmed nas, ki se poslušamo, ali je kdo član te zbornice. Ali je kdo član te zbornice? In ima kakšne informacije o tem? Noben ni član. Ok, v redu. Potem bojo poslušali, pa kasneje pošljite, če koga poznate, ki ima kmetijo, mu prepošljite video, ko bomo zaključili, in mu povejte, kaj bomo povedali. Lejte, pri tem projektu zdaj od 23 do 27 so že vključili 213 ljudi, ki so jih usposabljali ne vem koliko let, za kmetijske svetovalce. Zdaj bo en iz pisarne prišel svetovati v okviru zbornice, kaj naj kmet dela, kako naj plačuje, kam naj nakazuje in na koncu boš ti zjutraj vstal in boš imel urnik, kaj ti je država naročila, ob 7 ne smem elektrike prižgati, ker je draga, potem pečke ne smem zakuriti, saj je niti nimam več, potem moram to. Čakajte malo, tako daleč je to prišlo. Tako se začne, ne, nažirati v tvoj dom. 213 ljudi, ki na intervencijah vseh podrobnostih delovanja v aplikacije vnašajo podatke kmetov, pri vnosu in zbiranju vlog, ki jih tukaj vidite. Kaj je pravzaprav poslanstvo zbornice kmetijsko-gozdarske? Tukaj se lepo vidi in če to približamo, poglejte, nudenje individualnega svetovanja kmetom, izvedba predavanj, delavnic, krožkov, tečajev, vsi kmetje imajo krož, vsi ti, ki so vključeni v sredstva, ki jih prejemajo, imajo potem en kup dolžnosti. Da svoj denar, da ta denar, ki ga dobijo, porabijo tako, kot jim je rečeno, da se unim nazaj vrne. Ne moreš ti tega denarja porabiti, kakor bi ga ti hotel, da bi tvoj biznis podprl, ampak ne, pol moraš krožke plačevati, potem moraš na delavnice jeti, pa moraš tečaje imeti, usposabljati se, pa si moraš nekam na izlete plačevati, da greš gledati dobre prakse, kje drugje in v tujini.
in v bistvu kupovati njihove revije in članke, da se informiraš, kako agenda, niti ne veš, da je to agenda, ker nagovor iz tega letnega poročila, ki sem ga bral, jaz nagovor direktorja, 4 cilji iz agende. Jaz se na to zdaj malo že spoznam in ko jaz berem noter, točno vidim, govori v normalnem jeziku, ampak v tisto smer potiska, kako je agenda narejena. Žal so to takšni ljudje. Samo preverjen kader je na vrhu zbornice. In potem vzpostavljanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti, gledajte, vzpostavljanje in razvoj. Se pravi, oni ti vzpostavijo, te naučijo in potem ti razvijaš. Ampak za koga? Ne zase. Zato, ker pride čas, ko te majhne kmetije ne zmorejo več in potem jih nekdo kupi. Ali pa prenehaš, ker ne zmoreš več. Ali pa te požre kakšna večja korporacija. In na koncu je to zdaj del Slovenije, ki imajo preštete kmetije, pa vse to, kako bi vse to unificirali, da to nastane v bistvu cela Slovenija in velik Interspar. Ja? Ali pa en Mercator. Pa samo ena vrsta solate, ena vrsta jabolk, ena vrsta to, konc, ker vsi to delajo. Ker imajo vsi zaprto, pa vsi imajo digitalno. Iz posle klikne, aha, zdaj bomo v šotor tam, kjer se paradajz goji, dali malo sončka, malo vetrčka, malo bomo z ventilatorčkom popihali, ne, noter, da se bo prezračil, ker od zunaj ne moreš ti več nič gojiti, ker zdaj tako delajo, da je vse zaprto pod klimo, umetno se vse goji. In zdaj to pomoč nudijo in učijo kmete. Pa z droni dovažajo, z droni odvažajo. Da vam ne govorim, ljudje božji, kam to pelje. No, tukaj imate še druge stvari naštete, ampak kar sem želel, lejte, vse, kar smo zdaj tu prebrali pri tem njihovem poslanstvu, nikjer ni pravne pomoči navedene za to, kar smo v uvodu povedali, za popis njihovega premoženja. In glejte, kaj so pravne omejitve zbornice, gozdarske in kmetijske. Pravne omejitve so, vidite, tamle gor na rdečem krogu. Ti ljudje so čisto izven svoje dejavnosti zastavili. Specifična pravna podpora je pa zelena. Specifična pravna podpora je samo za kmetijstvo in gozdarstvo. Ja? Ne morejo se pa v geodetske zadeve spuščati. Ni šans. In pa osnovna misija KGZS, ki jo imajo pa napisano, ki je v statutu njihovo poslanstvo. In tako, če damo na tehtnico, lejte, tukaj na tehtnici se vidi prednosti in slabosti. In tukaj je 5 slabosti in so pač 3 prednosti. Nekoga vprašaš, ti malo pove, v redu, se veš, kam obrniti, ampak that's it. Dobro, celovita podpora, povečano zadovoljstvo članov in tako naprej, izboljšana organizacija, ampak kaj se znotraj dogaja? Tukaj znotraj so interesi zbornice, da ima vse informacije in da čim več pokasira od članstva, članarine. In tukaj se lepo vidi, kako bi to morali jeti. Pravzaprav gre za pravni okvir, ko govorimo o tem, ker sem se ravno v to spustil, sem si tudi te tabele napisal, tega jaz nisem nikjer dobil, to sem si izrisal in napisal sam. Imaš pravni okvir, ki je ustavni zakon. Imaš upravne postopke, zakon o splošnem upravnem postopku. Tukaj noter so že pogoreli na 2 koncih. Kazenski zakonik. Kateri člen je že 257. člen, kjer presegajo pristojnosti svojega delovanja. Celotna zbornica. Pa ste videli, za koliko kmetij gre, pa za koliko kmetov. In ena taka stvar, dragi moji, če ti ljudje, o katerih zdaj govorim, po celi Sloveniji, o vseh kmetih, ne bodo pozorni za to, bodo fajn gor plačali. In to do 2027, ki ni tako daleč, to bo tako hitro, bodo ob vse kmetije, ob vse premoženje, ob vse, če ne bodo pozorni, sploh če so člani in prejemniki evropskih sredstev. A vidite, gledajte, konflikti interesov, gledajte, geodetska uprava, konflikti digitalizacije. Pa kaj ima ta zbornica kmetijsko-gospodarska s tem? Kaj ima ona? To ljudje si sami naj pogledajo.
Zakaj se ona v to vtika? A hoče imeti nadzor, koliko ima kdo, pa koliko bo kdo plačeval, pa kje so, bojo zdaj oni te popravke v dogovoru z geodetsko upravo, a ne? A veste, jaz vem, kaj šlo je za Boris ve, za majhen kos zemlje. Pa je takšen dosje. Ljudje, zbudite se. Ali se izpišite iz te zbornice, vrnite ta sredstva in začnite sami delati in živeti, pa si med sabo pomagati, bo bistven cenej, ker bo še zmer nekaj važnega na koncu, kakor se zdaj le dela. Ne? In vse, kar je zastonj denar, ampak ti drug reče, kako ga moraš potrošiti, to je, kot da damo otroku, ne vem, 10 evrov in mu naročim, kaj si mora on za ta denar kupiti. Pa sem mu dal 10 evrov, naj si kupi, kar si če, pa mu rečem, aha, zdaj boš pa to, pa če ti evro ostane, mi ga še nazaj prines. Ne? Ljudje, zbudite se. Tukaj imate mandat, poslanstvo, statutarna osredotočenost. To je tisti centralni krog na tarči, ki smo ga gledali, njim statut sploh ne dovoljuje take vrste pravne pomoči. Okay? In vidite potencialne kršitve, ki niso več potencialne, ampak če nudijo to pomoč, so že globoko v kršitvi, ker so zaposlili pravnike, ker se širi njihova administracija, ker se širijo njihovi stroški v dejavnost, ki sploh ni njihova, a ne? In na koncu se pojavijo, vidite, težave v obveznem članstvu. In če kdo ne plača, ker je zakonom obvezno, mu nabijajo globo, mu odvzamejo premoženje, ker ne plačaš globe, seveda je ne moreš plačati, a ne? Ali so ti račun zaprli, ker naj že poskrbijo, ker to so vse med sabo povezana, ta mafija. Točno vejo, kdaj si v težavah. Takrat, ko najbolj nekoga rabiš, ali se ti nekaj zgodi, takrat ti še po strani naredijo eno težavo, da te prišraubajo in takrat ti gre cel premoženje. In ne moreš plačati, ne vem, elektrike, ne moreš plačati stanovanja, ne moreš plačati ne vem česa in potem ti pride prvi opomin, denarja nimaš, ok, na razpisa več ne moreš, ker ne moreš, a ne, ker nimaš časa, denarja ni, kaj pride rubež? Zelo enostavno, v 3 letih se to tako hitro naredi in to imajo zdaj načrt, zato tako z vseh koncev pritiskajo. In tukaj vam še povem, evo posledice širjenja pravne pomoči. Lejte, to so tveganja, a ne, res velika tveganja, pravni konflikti, obremenitev virov. Ko govorimo o virih, govorimo o ljudeh, o članih, ki so včlanjeni, o vseh kmetih, ki ste videli, koliko je kmetij in ljudi včlanjenih. In pa težave s percepcijo članov. Ne. Mislim, kako na to lahko nekdo gleda? To boli. V redu, vidite, to so stvari, ki sem jih želel na začetku z vami predebatirati in bom rekel takole, zdajle v tej obliki, a ne, bom povedal v tem smislu sam še par stvari. Zdajle sem govoril cirka 25 minut, toliko, da dobite sliko, o čem sploh gre, bi pa povedal, Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije nudi pravno pomoč v tistih stvarih, za katere ni poklicana, niti statutarno, niti poslansko. Zaposluje kadre, ki nimajo veze z kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, pač pa samo s pravom. In to se ne dela, ker širi administrativno delo in jemlje posel tudi marsikateremu odvetniku, pravniku. Vemo, kdo so in kaj so, ampak ne moreš ti v drugo področje posegati. A ne? In to pri nas je to agenda, to vse se krši, vse se dela na meji kršitve kazenskega zakonika. Jaz sem prebral, da je nekdo napisal en avtor, če hočemo agendo speljati, moramo kazenski zakonik opustiti, ker vse, kar bomo naredili, bo kaznivo dejanje. Ljudje moramo prisiliti, ljudje moramo pretepsti. A veste, kako nas obravnavajo? Nimate predstave. Videli ste informacijo o pravni pomoči, ki jo nudi Kmetijsko-gospodarska zbornica. To je zelo pomembno za našo prehrano in za naše preživetje v Sloveniji. O čemer govorim? Ne govorim to kar brez veze, ker se tiče tako mene, ki rad jem domača jajčka, pa kakšen domač meso dobimo, pa kakšno zelenjavo kupimo, pa tržnico.
Lejte, ljudje božji, vse to nam hočejo pobrati in nas hočejo iz nas narediti porabnike tiskanega mesa, ne bom razlagal, sami veste, kam ciljam, ker se toliko poznamo. In na tistem letaku na začetku so navedene pravne storitve, povezane z nakupom prodajo kmetijskih in gozdnih zemljišč, davčnimi oprostitvami, prostorskim načrtovanjem in da ne naštevam, kar sem že povedal. Razumem te ljudi, to, kar sem dobil v chat, tisti zeleni prvi slajd, primernost takšnega obsega pravne pomoči, ali pa ne samo obsega, pač pa posega prav v to področje, ne? Ki je po svojem statutu in osnovnem poslanstvu osredotočena na podporo samo kmetijstvu in samo gozdarstvu, ne pa na pravne storitve v širšem pomenu. Pristojnosti. Tukaj sem pripravil 2, 3, 4, 5 točk. 5 točk, tako da boste razumeli, o čem govorim. Prva točka, bomo povedali o pristojnosti in zakonodajnih omejitvah zbornice v povezavi z nudenjem pravne pomoči, kar smo že ugotovili, da je nezakonito. Nimajo zato v statutu, niti v zakonu možnosti nuditi takšne pravne pomoči in se vmešavati v zasebne zadeve lastnika kmetije. Če je še lastnik. Pejte preveriti, če boste me toliko poslušali. Mislim, da je, zdaj smo 12.11., mislim, da je še 10 dni časa. Do 21.11.2024 lahko greste preveriti, date popravke. Če ne date do tega datuma, pripomb pomeni, da se strinjate. In ko se vi strinjate in niste šli preveriti, nimate več pripombe, ker ste imeli 1 leto čas na to se pripomniti. Ko pa ni več pripombe, pride pa inšpektor in ugotovi neskladnost zemljiško knjigo, in z vsem tem vidi dejansko stanje, vi niste nič pripomnil, naenkrat se bo zgodilo kaj? Konc zgodbe, konc vašega življenja, konc kmetije, naenkrat ne bo gozda, ne bo bajte, kakor je Boris rekel, z miškoti odstranijo. Pejte pogledati, zbudite se ljudje, čim več pejte pogledati, gor v največjem možnem številu. Tu po točko 2 so možne potencialne kršitve, ki izhajajo iz takega delovanja zbornice. Glejte, vključno z morebitnimi nasprotovanji interesov, ki izvirajo iz obveznega članstva in plačevanja članarine. Točka 3. Pravne podlage, ki temu pravijo ne, je ustava, splošni upravni postopek, kazenski zakonik KZ-1 in pa seveda omejitev zakona KGZS pri nudenju takšnih storitev. In točka 4, preverbo je treba narediti znotraj v vodstvu, ali gre za konflikt interesov z geodetsko upravo. Dajte se vi zdaj zamisliti, ne? Da ste vi član, o vas ve zbornica vse, se poveže z geodetsko upravo, ne javno, offline, reče, dajmo tega malo pohecati, pa temu dajmo vzeti, pa tle bo začetek, ki gre lažje, se pol bomo to zrihtali. In če se zdaj ne pritožite, ne pogledate, gledajte, je tukaj lahko konflikt interesov in verjamem, da je, ker so toliko pokvarjeni ti ljudje brez vesti, ki ravno v tem času izvaja obširno, ali pa je že izvedel digitalno prevrednotenje nepremičnin. Torej, pejte preveriti. Točka 5. Analizo ali takšno pravno svetovanje presega kompetence zbornice in ali nakazuje na potencialno nepravilno in pridobitniško delovanje. Zakaj pridobitniško? Zato, ker jim je samo za vzdrževanje aparata, za nadzor nad kmeti, za nadzor nad živino, delovanjem, porabo sredstev. Jaz osebno sem naredil natančno analizo teh 5 točk. Jaz bom tole analizo vam poslal zdajle, ali pa potem, ko bomo film vrteli, na chat. In si jo vzemite dol in preberite, ker če ne bo predolgo, in jaz bom to z veseljem podelil z vami, in če poznate koga, mu lahko potem tudi pošerate. Namreč gre za to, če bi zbornica, in to tudi je naredila, razširila svojo pravno pomoč na splošna pravna vprašanja, veste,
bi se lahko manj pozornosti namenjalo kmetijskim specifičnim pravnim izzivom, kot na regulacije kmetijskih praks, varstvo kmetijskih zemljišč, pravice do subvencij in se jim gre samo za to, da čim več pograbijo zase. Ker zbornica ima v statutu napisano, da je lahko lastnica nepremičnin in tako v bistvu gre zdaj za tisto, kar sem jaz enkrat že rekel. Vse zasebno se institucionalizira in ta trik, ki sem vam ga povedal, je pot do institucionalizacije zasebnih kmetij. Hkrati gre pa za deinstitucionalizacijo zbornice, ker postaja zasebna stvar. Če si privošči, da ona zdaj lahko take pravne nasvete rešuje, da ima vse v sebi, in če vi to plačujete, v bistvu je zasebna stvar, ker se vi s tem strinjate. In potem postanete noter samo ena številka. Najprej kmete tako, starejše ljudi tako, otroke v šolstvu in po vseh sektorjih gledajo po enakem sistemu. Veste, vi nikoli ne boste dobili pomoči takrat v kritičnem trenutku, ko to potrebujete za zaščito svojih, recimo govorim kmetom, kmečkih interesov, kmetijskih interesov, ki so tam drugi, in ne dobite pravne podpore takrat, ko jo rabite, sploh pa ne v smeri, ki bi vam koristila. Znotraj zbornice, zakaj? Zato, ker zbornica išče svoje koristi. Jaz bom zdaj tukaj to zadevo nekako v teh točkah zaključil. To sem obljubil, da vam bom poslal. Če bi kdo želel, ki me posluša izven našega Zooma na družbenih omrežjih, naj mi piše, mu bom tudi z veseljem po mailu poslal. Bi pa samo za zaključek rekel, vpliv širjenja prave pomoči na porabo virov zbornice, viri zbornice ali člani, nudenje splošne pomoči bi zahtevalo dodatna sredstva, dodatne kadrovske vire, da bi ker to bi bilo potem vedno več teh primerov, tam bi na koncu bi to bila osrednja pravna zbornica, ne več gospodarska zbornica za kmetijstvo in gozdarstvo, in to zmanjšuje sredstva. Zakaj? Za tisto, kar so sredstva namenjena, za širjenje kmetom, pomaganje kmetom, socialnih stiskah, takih stiskah, drugačnih stiskah, kar je v bistvu skupnost narejena. Če se en mozolom, mu skupnost pomaga. Tle je pa glih obratno, če se en mozolom, mu ta skupnost vzame. Vse je obrnjen. Ja? Tako da zbirajo sredstva čisto za druge stvari, kakor obljubijo. Budite previdni. Želim vam lep večer, hvala za vaš posluh. Upam, da ste razumeli, kaj vam želim povedati, sporočiti. Fajl dobite. Zdaj pa pride na vrsto film. Mihael, nekaj vprašam? Ja, prosim. Tole parcele, zemljiška knjiga moraš iti pogledati, ne? Seveda. Zemljiška knjiga je to. Zemljiško knjigo in pogledati, če so zapisi prav, če so bonitete prav, če so ocene prav, če vse stoji kot treba. Da skopirajo. Ja. Rozalijo, povejte tudi naprej svojim članom, obvestite jih. Ja, da je v pisni obliki. Samo do 21. novembra, to se pravi, to je zdaj še 9 dni časa. Ja, zemljiška knjiga. Pa še vikend je vmes. Če jem še to prav, da ni, ali ga sploh ni, ali potem nisi ti, ne? Ja, zemljiška knjiga, ja. Morate EMŠO preveriti, če je vaš not, ker lahko, veste kaj, zdaj je to največji hack trik odvzem premoženja na tak način digitalizacije, ker rečejo, ja, vse smo se zmotili, veste, in pol pridete in ostanete brez vsega. Ljudje, naredite nekaj zase. Ja, hvala. Jaz od tega nimam nič. Naredite zase, ker sem to odkril, ker sem tale 2 stavka dobil, sem to odkril in vam to dam naprej. Okay? Tisočkrat hvala za vestic. Ja, prosim. Dajte razširiti naprej, povejte, naj gre ta glas, ne? Tudi če poznate kakšnega kmeta, bodite tako dobri. Ja. Okay. Tukaj bo zdaj tale zanimiv film, ki ga je, v bistvu je to slovenski režiser, veste, Houston, we have a problem. Kar boste vi nocoj videli. Prosim,
vzemite si čas, tudi če vas padec smatra, poglejte si prosim film do konca, ker je totalno drug pogled na naš prejšnji sistem iz Jugoslavije in Slovenija in zakaj je Slovenija nastala in kako je nastala in kam pravzaprav gre. Vse razloženo noter, stvari, ki jih nikoli niste vedeli. Zanima me, je kdo ta film gledal? Houston, we have a problem. Ja, 10 let je že star, ne, koliko Ja, več. več. Ne, 8, 16 mislim, da je prišel ven. Ja. 24, ja. Jaz sem ga takrat uspel dobiti, ker ga je bilo zelo težko, sem ga videl, a ne? In zdaj sem se spomnil, da gre to tako lepo skupaj z vsem tem, kako je v bistvu to, kar nam država pokaže, popolnoma drugačna slika od realne slike. Vse tisto, kar se dogaja na zunaj, govorijo z enim razlogom, da prikrijejo vse tisto, kar se v ozadju dogaja. Probajte film gledati večplastno.